Ste imeli dober dan? Super. Rad bi vas vse danes večer pozdravil in tudi za preostanek temi, kjer si bomo pogledali temo duhovnega boja. Začeli bomo z, danes večer vam bom za začetek povedal majhen delček moje življenjske izkušnje. Podelil bom nekaj reči, kaj se je zgodilo v leta 2019, ko sva jaz in moja žena šla skozi zelo težko obdobje, ki je nekako pripeljalo to tematiko duhovnega boja k mojemu srcu in kako sem se začel ukvarjati z vsem tem. Preden pa začnemo, bi pa vas rad prosil, če lahko sklonimo glave in molimo. Nebeški Oče, hvala ti za tvoj blagoslov danes. Hvala ti za tvoje varstvo in skrb za vsakega izmed naših življenj. Gospod, ne razumemo, kako smo zelo dolžni naša življenja tebi. Ne razumemo niti vojne, ki se bojuje nad vsakim izmed nas, nad vsako izmed naših družin. Hudič ne bi raje nič druge, kot da bi nas uničil in ubil, da bi končal naša življenja. In Gospod, ko prihajamo v to zelo pomembno tematiko, ki včasih kot adventisti in kot cerkev smo že skoraj pozabili glede teh stvari, te prosim, Oče, da bi ti, prosim, nas varoval. Prosim za tvoje svete angele, da obdajo ta prostor, da pošleš legione angelov, da nas obvarujejo pred sovražnikom. Prosim, obvaruj naj in prosim te za svetega duha, da napolni naša srca. In prosim, prepričuj naša srca, če so kakšni nepriznani grehi. Prosim, Oče, pomagaj nam, da pripoznavamo svoje grehe. In hvala ti, Gospod, ker si ti zvest in pravičen, da nam odpuščaš naše grehe in da nas očiščuješ vse krivice. In da nas pokriješ z Jezusovo krvjo. Gospod, svoj čas dajemo tebi v roke, tudi jaz dajem svoje usta in roke v tvoje roke. Naj bom jaz tvoj glasnik. Skrij me za tvoj križ in molim, Gospod, da boš ti govoril posameznikom danes in da nam boš dal osebno sporočilo iz tvojega prestola milosti. Odpri naše oči in ušesa, pomagaj nam, da bi lahko videli reči, ki jih želiš, da jih vidimo. Da se naučimo, zato te prosim v Jezusovem imenu. Amen. Za tiste, ki ste novi, ta teden bi se rad predstavil. Moje ime je David Ng. Prihajam iz Malezije. To je približno 24 ur daleč stran, da sem prišel sem. Bil sem v Maleziji zadnjih 20 let približno. Predtem pa sem se rodil v Avstraliji. V bistvu sem po rojstvu Avstralec, živim pa v Maleziji in moja žena je Malezika in tudi tam je bila rojena. Danes si bomo pogledali, malce vam bom povedal moje izkušnjo in kako sem se začel upletati s tem, oziroma kako sem se začel učiti glede duhovnega boja. In potem bomo govorili, kako nas v bistvu demoni napadajo. In kako sploh vem, ali me nadlegujejo, zatirajo ali pa sem celo obseden. Kako vem, če je kdorkoli drug v moji družini, je morda nadlegovan, zatiran ali pa obseden. Kakšne so znamenja, znaki iz tega? To vse si bomo pogledali danes. Jutri, oziroma naslednje predavanje, si bomo pogledali te druge stvari, kar se tiče generacijskih grehov, grehe mesa. To so odprta vrata, kjer demoni lahko dobivajo dostop do naših življenj. Torej, te stvari moramo razumeti, ta odprta vrata. To je moja družina. Tole smo slikali 2018. Hčerka je bila približno 6 let stara, sin pa 1 leto. Tako vam bom povedal malce mojo zgodbo. Ne bom vsega povedal, ampak začelo se je leta 2017, ko se je rodil moj sin. On je bil sicer čudež za nas. Poskušala sva večkrat, da bi zanosila žena, ampak hčerka se je pa rodila 2012 z umetno oploditvijo. In kar doskrat sva probala, ampak do leta 2015 sva približno obupala. 2016.
In hčerka je želela imeti bratca in je molila za bratca, ampak po Božji milosti nam je Bog dal čudež in moj sin se je tako rodil. Ampak leta 2017, marca 20, ko se je rodil sin, nas je obiskala mama od moje žene na obisk in skrbela za njo za en mesec. V tem času, v tem mesecu, je moja tašča podarila moji ženi rožni venc. Tako moja žena sicer izhaja iz katoliške družine. V tem času je že bila adventistka, ampak njena družina in vsi družinski člani so utrjeni katoliki. Tašča je tako prišla, je poskrbela za mojo ženo in dala je to darilo, rožni venc, tako zapestnico in rekla, zapomni si, enkrat katolik, vedno katolik, vzami to zapestnico, to te bo varovalo, to je blagoslovljeno. Še posebej blagoslovljeno v Vatikanu, je rekla. Moja žena je to vzela, dala v predal, nisi nič miselna. Naslednji 2 leti pa je počasi začela propadati in padla v depresijo. Moja žena je sicer zelo ekstrovertirana, nekako nasprotje od mene. Jaz sem zelo dolgočasen in resen, moja žena pa je bolj mehurčkasta in bolj zabavna v naši družini. Ona je tista, ki se bo vedno hecala. Preko 2 let pa je izgubila kakršnokoli željo po tem, da bi se zabavala v življenju, da bi imela namen v življenju in je začela spraševati svoj namen v življenju. In tako se je počutila nekako imeti otroke, družino, hoditi v cerkev, je v bistvu zelo omejilo, zaprlo njeno življenje. Prišla je sicer iz party scene odprej in še vedno imela veliko prijateljev, ki so bili v tem svetu in nekako je začela to si želela drugačno življenje. In v tem procesu je res začela propadati. Druga stvar, ki bi jo vam jo rad povedal, je to, da je moja žena pol Kitajka in pol plemenska. To je eno pleme iz Malezije, Saba. Te ljudje tam so tisti, ki lovijo glave ljudi. Torej njeni predniki so v bojih, če je kdo zgubil boj, so mu odrezali glavo in potem ga obesili zunaj doma, kot trofejo. Tega ne počnejo več. Ampak v teh družinah, večini teh družin, in sicer smo se ukvarjali z mnogo mladimi, ki prihajajo iz tam, in to so sicer krščanske države v Maleziji, sicer pa je polotok večinoma muslimanski, prevladujejo. Ampak v teh 2 državah, kjer je moja žena, tam so pa večinoma kristjani. In veliko otrok prihaja iz tam. In veliko otrok, ki pride k nam, imajo v svojem družinskem drevesu čarovnico, oziroma zdravnika čarovnika. Torej, babica od moje žene je bila čarovnica. Naknadno so se sicer prekrstili v katolicizem, ampak bila pa je čarovnica v družini. In ko je odraščala, je videla babico, da je babica delala amulete, prekletstva, čarule in podobne reči. Je bila plačana, da prekletstva in blagoslavene ljudi. In vsem se zdelo, da je to smešno in zabavno. Ampak si ni nič kaj mislila. Ko pa je postala starejša, odrasla žena, vse hčerke v družini, vse njene sestrične, vse so videle duhove ali v bistvu demone. Tako za njih je bilo to zelo normalno. Ko so se sprehajale okoli, videle so stvari, ki jih normalni ljudje niso videli. In te demoni sicer niso komunicirali nazaj z njo. Tukaj je samo videla jih je in se je zdelo pač, da je to del njenega življenja, nič se ni mislila o tem. 2019 pa, ko je se zavedala, oziroma je sumila, da ima depresijo,
Pa je nekega dne z dvigalom šla navzgor, mene ni bilo, jaz sem delal, in se začela pogovarjati z nekom na dvigalu, ko je šla gor. In potem, ko je prišla ven iz dvigala, jo je hčerka vprašala: mami, s kom si se pogovarjala? Nikogar nisem videla v dvigalu. In takrat se je zavedala, da stvari, ki jih je videla nekoč, so se začele z njo pogovarjati. Tako se je začela skrbeti, jo je zaskrbelo, in mesec, dva kasneje, ko smo bili na družinskih počitnicah, se je obrnila k meni in rekla: David, mislim, da imam depresijo. Mislim, da je nekaj z mano narobe in da se bom zlomila. Šla je k psihiatru, kot normalno ljudje storijo, vsaj v Ameriki. Psihiater pa je rekel, diagnosticiral kot psihotična depresija. To pomeni, da je tako depresivna, da vidi stvari in sliši stvari. Tako je dobila te huda zdravila, antidepresive, Xanax, uspavalne tablete. Več ali manj je postala zombi in resnično odklopljena. Nekaj mesecev kasneje in sva bila nekje sredi leta in se je odločila, da se je odprla meni in mi rekla: David, bila sem pri psihiatru in diagnosticirali so me kot izjemno psihotično depresijo, da vidim stvari, slišim stvari in ne vem, kaj naj s tem naredim. In to je bilo prvič v mojem življenju, da sem se ukvarjal s takimi rečmi, s to kvazi mentalno boleznijo, in do te mere, da sem začel o teh stvarih razmišljati, razumeti te stvari. Ona pa je vedno bolj propadala. Prišla sva zdaj do avgusta 2019 in imamo kongres mladih, kjer sem pomagal ga organizirati. In tako je preletela tudi moja družina iz Avstralije v Malezijo, moji starši, moja sestra, družina njena, brat. Vsi so bili skupaj, smo bili tam. Prileteli smo imeli kongres mladih, direkt v centru mesta je to bilo, imeli smo hotel, da smo lahko bili skupaj čez celo konferenco, ampak žena pa je ostala v sobi cel cajt. Zaprla je zavese in ugasnila luč. In v tisti temi je bila, skozi celo konferenco. Nekako sem jo prisilil, da se je udeležila konference enkrat in prišla je noter, se usedla in potem je tam sedela skozi petje, odpela je nekaj pesmi, potem se je ostala in stekla ven. In kasneje mi je povedala, da je slišala škripanje v ušesih, ko se je odvijala glasba in ni mogla prenašati tega. Tako je šla nazaj v sobo. Po tej konferenci smo šli domov in planirali smo počitnice za družino z mojimi starši, sestro in njeno družino. In žena je prišla do mene in mi rekla: David, nočem iti, strah me je, ne počutim se dobro. V mojih mislih sem bil: ne morem žene pustiti doma, še posebej s temi stvarmi, s čimi se ukvarja. Ampak ne morem niti ostati doma, ker je moja družina tu in to smo že več mesecev planirali. Tako sem jo poskušal prepričati, da gre z nami vse. Družinski dopust in nekako je to prišlo v prepir. In potem v jezi gre ven iz sobe, jaz grem za njo, sem jo poskušal še malo pregovoriti in potem je še bolj eksplodirala. Naenkrat pa začne gledati v strop in reče: David, prihajajo po me. In potem je začela gristi njeno podlah. Zelo močno. Vzel sem njeno roko, jo trgal stran in ona me je odrinila stran. In potem je tekla do okna. In v najni sobi so okna, ki so od tal do vrha, šla do okna, kjer so zavese zagrnjene, zvečer je to bilo, in potem se je odbila od okna na tla. Pograbil sem jo in sem jo dal na posteljo. In potem sem poklical hčerko, 7 let staro, da naj pokliče mojo mamo. Moja mama pride v sobo, ker je bila sicer v drugi sobi, je prišla v sobo in pa smo začeli moliti za mojo ženo. In ko smo molili za ženo, se je ona smejala z takim nenaravnim smehom. In tako smo nadaljevali moliti. In potem se je umirila. In ko se je umirila, mama gre nazaj v sobo, dala otroke spat, sem šel nazaj v sobo, spet je bila tema v sobi
in sem se usedel na rob postelja in ona na drugi strani sedela. Potem se je ulegla na posteljo in potem mi je rekla, David, zapri okno. In rekel sem ji, okno ni odprto, se ga nikoli ne odpiramo. In potem je rekla, povedali so mi, da je okno odprto. Sem šel do okna, premaknil sem zavese in okno je bilo na široko odprto. In roko sem dal gor, tako, in sem zaprl okno. Ko se spominjam danes, mislim, da so demoni vzeli nadzor nad njo in so hoteli, da bi skočila ven. Angel pa je stal med njo in oknom in se je odbila od okna. In to me je pretreslo, ker sem si začel razmišljati, se to nima smisla, kako bi lahko, če imaš depresijo in vidiš stvari in slišiš stvari, se okna sama ne odpirajo. Morda se je sam zaletela v okno tako, da se je potem odprl. Tako sem razmišljal, kaj se v bistvu dogaja. To nima smisla. Naslednji dan sva šla potem na počitnice družinske in celotni čas je bila v sobi. Vrnili smo se iz teh počitnic in moji starši, sestra in njena družina so leteli nazaj v Avstralijo. Teden kasneje pa, ko se peljem domov iz službe, me sestra pokliče in reče, David, si z ženo? Morda se zapelji z ceste, nekaj ti imam zapovedati. Sem se zapeljal stran z ceste in sestra mi je rekla, veš, ravno smo imeli odbor v cerkvi in sem podelila z našimi odborniki, kaj se je dogajalo in kako čudno je bilo vse to. In je rekla, da Beverly, moja žena, nima depresije, ampak da se sliši bolj kot nadlegovanje demona ali pa obsedenost demona. In sem vprašal, kako pa ona ve? In potem je povedala zgodbo njene izkušnje in kaj se je zgodilo, ko je ona bila mlada. Njen oče je nenadno umrl in tega ni mogla sprejeti in zato je žalovala in bila jezna, sovraštvo. In nekaj noči se je zbudila in sliši očeta, kako jo kliče. Gre okoli po hiši, ga išče in potem naenkrat so demoni pripeljali očeta k njej. In demoni rečejo, bi rada govorila z očetom? Pa rekla, ja. In tako noč za nočjo so demoni pripeljali očeta k njej. In so jo začeli spraševati neke stvari z zamenjavo, da postane, da začne šlogati, astrolog, da bere tarot karte in podobno. In tako so ji povedali stvari, ki se bodo zgodile vnaprej, kot da je znala napovedati prihodnost. Na koncu so ji rekli, zdaj, ko smo si ti dali vse te reči, te potrebujemo, da žrtvuješ tvojo družino, da ubiješ tvojo družino. To je zavrnila in potem je zbežala od njih, jih ignorirala in mnogo let jih je lahko videla, ampak jih samo ignorirala. Nekako kot v filmu tisto Beautiful Mind. Torej ignorira te demone in potem na končno pride v adventistično cerkev in 2019 sedaj govori z mojo sestro in je povedala to njeno izkušnjo in potem je ponudila, da bi se posvetovala z mojo ženo. Moja sestra me je poklicala in rekla, čudovito se to sliši, čudno se sliši, ampak v redu, ok, saj nekdo, ki bi lahko pomagal moji ženi. Tako sem molil glede tega in molil se preden sem govoril z mojo ženo in vprašal sem jo, ali bi bila odprta, da bi se pogovorili s to gospo iz Avstralije. In hvala Bogu, je bila odprta za to. In tako smo se pogovorili in prvič, ko je ta gospa klicala, Anet, vse luči v njeni hiši so začele blinkati, so se prižigale in ogišale, non-stop. Za trenutek se je ustavila in rekla, veste kaj, preden začnemo, bom molila. Moja žena je dala utišala in molila je, dokler niso luči spet postale normalne. In potem je nadaljevala njen posvet z ženo in začela deliti izkušnjo. In povedala je tudi, da so demoni vključeni v te stvari in da je potrebno, da pač nas Bog zaščiti. Po 2 sestankih se moja žena odloči in prenehala govoriti z njimi. Vprašal sem jo, kaj je, zakaj nočeš govoriti z njimi? In rekla,
oni, demoni, so mi rekli, da ona širi govorice o cerkvi in da govori družini laži. In vse razne stvari govori, nočem se več pogovarjati. Takrat sem bil spet obupan, kdo bo lahko pomagal moji ženi. In začel sem počasi dojemati, da gre tukaj za duhovni boj, da gre za demone. Celo v tem času sem bil še, Gospod, kako se s tem spopadem? Jaz sem oseba, ki, če bi mi kdo rekel, da je nekdo obseden, bi jaz tekel stran od tega, od te sobe. Nič nočem imeti opravka s temi stvarmi. V Maleziji se obadamo s tem, ampak vedno sem si mislil, da je to stvar pastorjev, to ni moja stvar. In ne želim se tega dotikati. Tako sem se še nekako bojeval v mojem umu, je to demonsko ali duhovni boj, ali je to naša domišljija, se ona izmišljuje stvari, ali je zgubila Vse te stvari so mi šle po glavi kar naenkrat. Nadaljeval sem z molitvijo in moja hčerka sva skupaj molila vsako jutro za mojo ženo. In potem, ko smo nadaljevali, do sredine septembra smo imeli konferenco. In ko je bila ta cerkvena konferenca, nismo še imeli govornika in na odboru, kjer smo poskušali ugotoviti, koga bomo imeli za govornika, en izmed mladih prišel do mene, se je usposobil za lifestyle medicine in rekel, poznam človeka iz Koreje sedaj in pripravljen je leteti sem, da bi bil govornik. A bi lahko imel njega? Odbor se je strinjal, kdo pa je ta človek? In potem je povedal, on dela za Neil Nedlija. On govori veliko o depresiji. In takoj moja pozornost je dobil, ne? In vsi ostali so bili, depresija. Pa to je cerkvena konferenca, zakaj bi to govorili na cerkveni konferenci? Jaz pa sem vedel, da je Bog deloval. Torej, po tem odboru so vsi rekli, v redu, dajmo moliti, to glih ne zveni kot sta prav človek za to. Ampak potem sem govoril z bratom, ki je bil edini, ki je bil vedel, kaj se dogaja z mojo ženo in sem mu povedal, a lahko ti govoriš z preostankom odbora, jaz res to potrebujem. Prepričal jih je nekako, da so sprejeli to. Gospod iz Koreje je tako prišel k nam domov in 3 dni bil še pri nas pred konferenco. In 3 dni je svetoval z mojo ženo in se pogovarjal z njo. Iz vidika naravnih sredstev se je pogovarjal z njo in njegov nasvet je bil, da bi jo dobil dol iz teh antidepresivov. In naučil jo je, da te zdravila ne zdravijo in da te zdravila v bistvu te samo razvodenijo in da ti zablokirajo prednji režen, da si sploh sposoben komunicirati z Bogom in da lahko sploh slišiš njegov glas. Resnično je bila srečna, cenila je ta nasvet in tako se je odločila tisti vikend, da bo nehala zdravili takoj vse. To se sliši slabo, če ste to jemali več let, ampak ona je to jemala samo nekaj mesecev. Tako ni bilo tako hudo, kot se vam morda zdi. Ampak ne glede na vse. Srečna je bila je na konferenci, nehala je imati zdravila, tudi ven je šla in prvič sem videl nekako malce spremembo obnašanja. Poskušala je vse dobro imeti. In do zadnjega dneva te konference, kjer je bilo večerno sporočilo, ko so vsi vstopili v tisto halo, je ona sedela nekje tam zadaj, v zadnjih sedežih in pričela je risati. In zraven nje sem sedel. In ko sem pogledal tisti papir, kaj je risala, res temačne stvari je risala. Sem se pogledal, hej, kaj pa jaz s tem, kaj pa rišeš? In rekla, rišem te demone, ki hodijo v to sobo med tem, ko čakamo. In soba je bila, ko so ljudje prihajali noč, so tudi demoni tudi napolnili sobo. In videla jih je. Začela je paničariti. In potem je rekla, David, potrebujem zdravila. Pojdi po zdravila. Sem šel ven, kakor se je dal hitro, moj brat je bil tam in njena sestra, molili so za njo. In ko sem prišel nazaj, sem se pridružil molitvi, vzela je zdravilo in pol ure je bila nekje čisto na robu in paniki. Ampak molili smo za njo. Po pol ure pa je rekla, da se umikajo in da odhajajo. Kaj sem se iz tega naučil, da demoni res želijo, da ostanemo na teh zdravilih. Oni so želeli, da misli, da te zdravila
pomagajo in da jih odstrani. Tako res obstaja strategija strani sovražnika, hudiča, da bi čim več ljudi dobil na te zdravila, da bi uničil naš in da nas blokiral, da bi slišali njegov glas. In še več zgodb boste slišali. Vedno znova sem slišal, ko so ljudje prenehali jemati te zdravila, zmanjševati, so prišli na naravna sredstva in začeli zaupati v proces odrešitve od demonov, da so takrat zdravniki iz bolnice poklicali in so grozili. So rekli, če ne boš jemal zdravil, bomo poklicali policijo ali pa te bomo pripeljali sem noter. In v Maleziji, isto je v Ameriki, še vedno prakticirajo elektroterapijo, šok terapijo. Nekateri izmed teh ljudi jih pripeljajo noter in potem jih možgane stresajo z elektriko, ker pravijo, da to pomaga možganom. Ne glede na to pa, sedaj pa v mislih moje žene je nekako utrjena ta misel, da potrebuje tablete in še kakšen mesec je potrebovala, da je počasi začela se odvajati od teh tablet. Pet se mora sicer te naravna zdravila, sivkino olje, pilule, tablete, to sem jih naročil iz Amerike in šele, ko so prišle, je bila voljna probati naravna sredstva in zmanjševati tablete. En teden kasneje pa, ko smo zapustili srečanje, je dr. Eddie, ki je deloval z Lidljem, je zapustil in prednji šel mi je rekel, da naj probam mojo ženo spraviti na Lidljev program proti depresiji. Morda ji bo pomagalo, rekel. Tako sem bil vas navdušen, ženo sem prijavil, dogovorili smo se za sestanek in tako je imela sestanek. Torej, na tem pogovoru so šli čez nekaj vprašalnik. Eno izmed vprašanj je bilo, ali vidiš stvari in slišiš stvari. In seveda je to odgovorila ja. In ko smo prišli do konca intervjuja, so ji rekli, oprostite, ne moramo vam pomagati. Pomagamo lahko samo ljudem, ki imajo preprosto depresijo. Z drugimi besedami, pomagati lahko samo ljudem, katerim mislimo, da lahko pomagamo. Ona ni taka. Tako smo prekinili pogovor in žena se je zjokala. Nihče mi ne more pomagati. Nihče mi ne bo mogel pomagati. In takrat je Gospod se jaz nekako predal Gospodu in sem rekel, če boš pozdravil mojo ženo, bom ves moj življenje porabil za to, da bom pomagal drugim. Ker sem čutil to brezup te situacije. Te molitve še ni popolnoma odgovoril, ampak predal sem se Gospodu, da bomo začeli odpreti en center v Maleziji proti depresiji, ne samo fizične strani, ampak tudi psihične strani. In zadnjih 5 let pomagamo ljudem, ki jih je Bog pripeljal k nam po letu 2019. Nadaljujemo zgodbo. Potem sem bil obupan, moja žena je bila obupana in molila sva naprej. Jaz in hčera sva skupaj molila Gospodu, da bi pripeljal še nekoga, da bi pomagal moji ženi. Z nikomer več ni želela govoriti. Dr. Eddie je že šel, tako sem poklical Eddija. Sem rekel, Neil Nedley nas ni sprejel na program. Kaj naj storimo? In je rekel, žal mi je za to. Res ne morem veliko narediti, ampak obstaja ta človek, ki ponovadi pošljemo ljudi k njim, če gre za take duhovne reči. Ker mi se ne ukvarjamo z duhovnimi rečmi, lahko ga pa pošljete k Paul Cuniffu. Svetoval mi je, naj stopimo v kontakt s tem gospodom Paulom, adventist svetovalec v Teksasu, se mi zdi. In on je napisal knjigo o skriti del evangelija. Priporočam, če še niste brali te knjige, zelo dobra knjiga. Nam pomaga razumeti, da Jezus je šel skozi travmo in zlorabo. Torej, če ste imeli take izkušnje v vašem življenju, potem zveste, tudi Jezus je šel čez to in on razume te ljudi, ki imajo travmo in zlorabo. Tako sem kontaktiral Gospoda in on je začel svetovati moji ženi. Prvič, ko se je pogovarjal z ženo,
so v hiši vrata in okna začela loputati, odpirati, zapirati. Premikalo se je pohištvo in tako so se stvari odpirale in žena me je prosila, da naj zaprem vrata. Demoni so odprli vrata in moteče. Zapiral sem vrata in molil sem Bogu, da bi nas Bog varoval, da bi varoval ta pogovor s Pavlom. In Pavl je tudi nadaljeval s tem. Šla sta skozi posvet in jo začel učiti, kako pomembno je, da imaš Božjo besedo. Moja žena je počasi začela nazaj vzpostavljati njeno osebno bogoslužje, preučevanje, molitev in potem jo je začel učiti, kako moliti in se sklicevati na Božje obljube in kako Božja beseda v bistvu deluje. Mi ne razumemo, kako v bistvu Božja beseda orožje v teh rečeh z demoni in kako močna je Božja beseda. So bili časi, ko smo imeli osvobajanje od demonov in smo poskušali posredovati z ljudmi in so demoni sedli osebo in jo naredili nezavestno, ker niso želeli, da ta oseba prizna. In kako smo se mi spopadli s tem, tako da smo začeli brati Božje obljube, biblične vrstice, še posebej vrstice v imenu Jezusa, v Jezusovem imenu. Demoni namreč sovražijo Jezusa. Torej, ko smo brali vse te vrstice, Janez 1:1, 1. Janezova 1:1, in vse druge vrstice, kdo sploh je Jezus, je dobesedno tako kot meč, ki reže, jaz si tako predstavljam, ko demoni prevzemajo kontrolo in jih želijo imeti pod kontrolo in Božja beseda jih nekako luknja in reže. V bolečini, dokler ni tako, da morajo spustiti vse skupaj. Torej, čez čas, ko se sklicujemo na te obljube in slavimo Gospoda Jezusa za to, kar je, in potem se oseba spet osvesti. To zgodba je sicer prišparana za kasneje, druga predavanja. V tem primeru pa jo je začel učiti, kako v bistvu preučevati Biblijo in kako se sklicevati na Božje obljube in kako moliti, kako v molitvah prositi za te obljube. In to je to, kar sem opazil med nami adventisti. V bistvu sploh ne znamo se sklicevati na Božje obljube, besedila v naših molitvah. Ampak to bi morali delati. In ko to storimo, je to tako, kot da bi držal meč resnice. Tako se je tudi moja žena naučila te stvari delati, nekaj tednov kasneje pa je prenehala govoriti s tem gospodom Pavlom. In tako ji demoni šepetajo, da je on ni dober človek, da on počne to in ono. In tako je nehala govoriti z njim. Do takrat je že v bistvu, to je bilo že oktobra, konec oktobra. Jaz sem bil že obupan, ker sem mislil, da bo Paul Kornev to lahko rešil, da je on rešitev tukaj. In demoni so resnično pospešili napade in intenziteto doma. Res je postalo zelo napeto. So bili trenutki, ko so zbudili mojo ženo sredi noči in ji ukazali, prisilili, da naj gre v kuhinjo, da vzame nož in da me ubije. Ampak, ko se je hotela vstati, se ni mogla, zato ker je angel Gospodov jo zadržal. Tako sem se začel zavedati s temi izkušnjami, da dokler sem jaz na dobrem nivoju z Gospodom, dokler sem jaz vsaj mal na dobri z Bogom, dokler dajete Bogu možnost, odprtost, potem ste pod Božjo zaščito. In to mi je pomagalo v času osvoboditev. Zdaj, ker mnogo ljudi pravi, a te ni strah, ko osvobajaš ljudi od demonov, a te ne skrbi, da te bojo demoni skočili vate, podobno, ko to delaš? In običajno je moj odziv na to, da če bi demon lahko skočil vate, potem ne bi čakali do tega, da ga srečaš nekoga, ki je obsedan. Ne? Torej, če bi to lahko storili, že skočili, potem bi že zdavnaj bil vas. Biti moramo na pravi poti z Gospodom. Ne rabite srečati demonijaka, da potem demon skoči v vas, da vas nadleguje. Dokler imate vi odprta vrata za te stvari, bodo imeli oni dostop do tega. Če pa greš in se srečaš z nekom, ki je obseden in imaš nepriznan greh v življenju, potem bodo demoni storili tudi nekaj tebe. Bodo te izvali, bodo povedali tvoje grehe, morda celo kaj drugega. Morda se je zgodilo to, kar se je zgodilo sinovom Skevajevim. Res je potrebno, da molimo, da priznamo. Tako se je pri nas tudi ta intenziteta povečala, se je gradila in demoni so začeli
moji ženi govoriti, da če me ne bo ubila do konca leta, da jo bojo oni njo ubili. Tako se je začela pripravljati, ker očitno ne bo užela mojega življenja, ampak se pripravljala, da bodo oni njo ubili. To je bilo konec oktobra in jaz sem molil in prosil Gospoda, Gospod, to ne izgleda, kot da se bo končalo. Gospod, kako se bomo spopadli s tem? Koliko časa mora biti doma? Zato, ker jaz sem bil še vedno službo. In tako sem se počutil res, sem bil breme, sem imel, da naj bi ostal doma, ampak nisem vedel, kaj naj rečem šefu. Kako naj šefu povem, koliko časa potrebujem, da sem doma? In kako mu naj povem, s čim se sploh ukvarjam doma? Torej se molim za vse te reči in bil sem na službenem potovanju v Indoneziji in še enkrat me pokliče sestra nekega dne in mi reče, David, nekoga sem najdla, ki lahko pomaga. Nekoga iz centra življenjskih slogov, ona se ukvarja tudi z obsedenci in je rekla, ona lahko pomaga, da se posvetuje. A lahko z njo govoriš jutri? Sem rekel, ja, lahko, seveda, z veseljem bi govoril z njo. Naslednjo jutro sem še vedno v Indoneziji, se zgodil vstanem, se pripravim, se stuširam, zobe, tako sem na tušu odprl vodo, da teče, sem si šel zobe umiti, se obrnem okoli in grem nazaj k tušu, zaprem vrata od tuša, ampak nekako je bila že cela kopalnica polna vode, brez da bi jaz videl. Torej, ko grem proti tušu, mi zdrsne noga v zrak in pristanem na strani in si zlomim 2 rebri. In tako sem zgubil zavest. Ko sem se pa zbudil, nisem mogel dihati, zaradi zlomljenih reber, očitno. Težko je dihati, vse veste. 5-10 sekund nisem mogel dihati in vse, kar sem si lahko mislil, Bog, pomagaj mi. In tako je prišel zrak v moja pljuča in v bolečini sem se vstal, se stuširal, dokončal, prišel ven in potem sem klical Candice. Candice, ona je zdravstvena misionarka, dela v enemu izmed življenjskih centrov v Avstraliji in ona se ukvarja tudi z demonskimi problemi. Že kar nekaj let. Če ste zdravstveni misionarji, potem se boste ukvarjali tudi z demoni. Problem pa je, da večina naših inštitucij, samo oskrbnih ali ne, nekako se nočejo s tem ukvarjati. Ali pa jih je strah, ali pa ignorirajo to. Slišal sem tudi komentarje, da je to preveč vloge napora, da ni priročno, da se s temi stvarmi ukvarjamo. Imamo drugih pacientov dovolj, ki rabijo pomoč, noče ves svoj čas uporabiti z ljudmi, ki so obsedeni. In to so ponovadi običajni razlogi, ki jih slišim. Ampak, kot vam bom pokazal, nam evangelijski ukaz vključuje tudi izganjanje demonov. In adventisti smo nekako to pozabili. In to jemljemo kot nekaj slabega, oziroma nekaj čudnega, ekstremnega. In vsi se nekako bojimo od tega. Zato bi rad te stvari podelil kamorkoli grem, ker garantiram vam, da nekje na vaši ulici je nekdo, ki se spopada z demoni, nekdo v cerkvi. Ima problem z demoni. Demoni so povsod. In pokazal vam, da demoni vse nas napadajo vse čas. In pokazal vam tudi, kako nas napadajo. No, zgodba se nadaljuje. Govoril sem z njo in sem ji povedal, kaj se je zgodilo. In Candice je rekla, zelo mi je žal. Morala bi te opozoriti pred tem, da vsakič, ko začnem imeti take pogovore, demoni napadajo tako ali drugače. Tako sva šla preko posveta in je rekla, kar si mi je povedal, zelo verjetno je, da je vaša žena obsedena. Lahko ji pomagam, je rekla. Ampak moral boš priti v Avstralijo in tudi njo pripeljati v ta center življenjskih slogov, Lifestyle Center. Ampak čez 2 tedna imam zadnji termin, potem bom spet potovala po svetu. Zato jo pripelji v 2 tednih sem. Super. Hvala Bogu, sem rekel, sem povedal, prosim, pomagaj moji ženi, da bo bila voljna, da bi šla v ta center. Nisem vedel, da sem si zlomil 2 rebri, bolečino sem se vstal, sem šel v službo naprej in potem sem letel domov.
Za vikend pa, na soboto, nisem mogel niti vstati. Zbudil sem se zgodaj zjutraj in sem se zelo grozno počutil. Zvečer, potem ko je žena prišla nazaj, so me neki biblični delavci peljali v bolnico in so me slikali. In so ugotovili, da imam zlomljene 2 rebri in apendicitis, se pravi vnetni slepič. Izrezali so mi slepič in so rekli, mimogrede, 2 zlomljene rebri imate. Tu imate bolniško za 2 meseca. In tako je Bog odgovoril na mojo molitev. 2 meseca sem imel časa, da se lahko ukvarjam s temi rečmi. In še vedno nisem vedel točno, kaj storiti. Šefu sem povedal, rekel, v redu, 2 meseca te ne bo, v redu. Nadaljeval sem z molitvijo. Moja žena je prenehala govoriti s Paulom Karnefom, do takrat nekako se je ohladila do tega, malce je nazadovala. Na začetku je bila zelo zagreta za te reči, z preučevanji, z osebnim bogoslužjem, zdaj pa se je ohladila. Potem je pa spet sestra klicala in rekla, oprostite, ženo sem vprašal, hej, čez 2 tedna moram iti v Avstralijo, nekdo ti lahko pomaga. Rekla, ne grem. Strah me je rekla. Ne bom letela z avionom. Demoni so mi rekli, da me bojo ubili do konca leta, zato jim ne bom dala lahkega, ne bom letela. Spet je obupala. Jaz sem molil naprej. Teden kasneje me kliče sestra in reče, hej, bo ena gospa Annette iz cerkvenega zbora, da bo priletela v Malezijo. Sem rekel, zakaj bi pa ona prišla sem? Pa je rekla, Bog jo je navdihnil, da mora priti sem. Torej je spakirala in bo prišla sem. In tudi mama prihaja z njo, ker še nikoli ni bila v Maleziji. Tako je, in moja mama je v Avstraliji in jo bo pripeljala v Malezijo. Sem rekel, v redu, super. A ve, kaj je treba storiti? Ne, nima pojma. In sem rekel, ja, pride naj gre do te gospe Candice. In naj jo pouči, kako je treba s tem ukrepati, ko bo prišla sem, da bo lahko pomagala ženi. Rekla, v redu, bomo storili. Pride neka sobota pred letom, v ponedeljek letijo in tako je z njo odšla v ta center za življenjski slog, malce ven iz mesta. In cel dan so bili z njo in tako jih je naučila, teorijo je slišala. In zvečer je želela iti domov in je rekel, ti greš domov, te želim peljati skozi ta proces osvoboditi od demonov. Če ni demonov, pač se nič ne bo zgodilo, ampak če pa so, bomo pa izganjali demone. Tako sta šla čez ta proces in na koncu so izgnali nekaj demonov. In zgodilo se je to, da ona sicer je nekoč zapustila ta življenjski slog, nikoli pa ni šla čez ta proces priznanja in izganjanja demonov. Tako ste lahko krščeni, lahko ste v cerkvi, ampak če ste vrata odprli nekoč in so v vas, potem morate iti čez ta proces odrešitve, ker morate priznati in prositi Boga, da se jih on znebi. V njenih mislih pa je ona pač to tolerirala, da pač to tako je. Da so morda nekje v kotu sobe in jih ignorirala, kaj govorijo. Tako so iz nje izgnali nekaj demonov, šla je domov, naslednje jutro, nedelja, in potem se je moja sestra odločila, da to stori z mojo mamo, ker moja mama je šla za Annette. In tako so izgnali tudi nekaj demonov iz nje. In kar se je zgodilo, je bilo to, da ko je bila mlada, ni bila adventistka, prva generacija adventistov je ona, in ko je bila v srednji šoli, je bila zelo nadlegovana v šoli. In ko je prišla domov, je molila prednikom kot budist, in jih prosila prednike, da naj pomagajo. Tako so prišli demoni takrat v njo. In vse skozi v mojem življenju, v mojem otroštvu, tudi v odraslosti, sem vedno poznal mojo mamo, da je imela ta nek nesveto jezo. Majhne stvari, ki so jo zelo razjezila in se razkačila, začela kričati na nas, ali pa ta jeza, ki je ni mogla več nadzorovati. Ampak po tem izganjanju demonov je sedela tam kot tist demonjak iz Genezareta, ko je lepo sedel v miru. In tako mi je sestra napisala, rekla, da mama zgleda, kot da ima to nebeško mir okoli nje, ker še nikoli nisem videla kaj takega.
Torej, s tem procesom ne samo, da Bog pomaga moji ženi, ampak pomagajo tudi Anet in moji sestri. Slava Bogu za to. Sedaj pa letijo nazaj in odločili smo se, da gremo ven iz mesta, gremo v življenjski center v Malezijo, adventistični, in tam so ostala en teden. In v tistem tednu se je Anet posvetovala z mojo ženo in ji poskušala nekako pomagati razumeti, kaj bi lahko bila tista odprta vrata, ki so dovolila demonom, da pridejo noter. In tako, ko je šla skozi ta posvet, in tudi jaz sem se pridružil temu posvetu, moja žena začne razlagati vse reči, ki so povzročile vso to neodpuščanje, ki je bilo v njej. Odkrili smo, da je imela, da se je oklepala stvari iz preteklosti. Demoni so jo prepričali v njenem umu, da je neodpuščanje v bistvu varovalka. Bolj, ko se držiš tega neodpuščanja, bolj se gradi zid varovanja. In tako je zgradila veliko neodpuščanja v najnem zakonu, ker, ko sva se poročila, sem nekako jaz se vrgel v to službo za Kristusa in sem nekako zapustil mojo službo. Sva prišla v Ameriko, sva imela tam Bible School, biblično šolo. Šla sva tudi v biblično delo in v vsem tem procesu je ona nekako, komaj bila krščena in nekako se je počutila kot v njenih besedah, da sem jaz bil v Ferrariju, ona pa na konju in hotela me dojeti. In v vseh teh letih se je to nekako zgradilo, neko neodpuščanje, prezir do mene, do najnega zakona, proti cerkvi in vse take reči. In tako je poskušala vse to razložiti, povedati in Anet jo je nekako poskušala voditi. In na koncu sem jaz priznal, se jaz opravičil in te je prišlo na njeno stran in potem mora ona reči, da mi odpušča. In v tistem trenutku so demoni prevzeli nadzor nad njo in so preprečili, da bi rekla, da odpušča, da bi odpušča. In tako je bil ta boj naprej, nazaj, prevzamejo. Potem molimo in prosimo Boga, da naj ukaže demonom, da jo spustijo, potem se vrne, potem se spet pogovorimo. In takoj, ko bi lahko rekla, odpustim Davidu, potem jo držijo za grlo in spet je komaj dihala in ni mogla izreči teh besed in ponovno jo prevzamejo in to vse je ponavljalo. In na koncu, zadnjič, je poskušala reči besede, odpuščam Davidu in nekako je uspelo zvrščati te besede, končno. In takoj, ko rekla te besede, odpuščam Davidu, so zginali demoni in so zapustili. In prvič po 6 mesecih je bil mir v njenem umu, ker neprestano so ji govorili in ni mogla spati in kamorkoli je šla, so jo nekako se pogovarjali v njenih ušesih in jo poskušali, da stori to, kar oni želijo. Sedaj so izginili. Zvečer, tik preden smo šla spat, ko smo imela bogoslužje, je rekla, David, ko gremo domov, mi je Sveti Duh rekel, da se mora znebiti tistega rožnega venca. Sveti Duh mi je povedal, da so bilo tisto odprta vrata in ta obesek je bil kot talisman in to je dovolilo demonom, da so prišli in začeli povzročati težave v najnem domu. Ko so prišla domov, mesto, sem vzel tisto zapestnico, je desel ven, sem jo zdrobil in zažgal. In ko jo kurim doma, žena tam, so demoni zadnjič govorili z njo in so rekli, če bi tvoja mama vedela, kaj počneš, bi bila zelo razočarana s teboj. In takrat so potem izginili. Potem pa je bila svobodna in nikoli se niso več vrnili. To je nekako moja zgodba in kako sem se začel ukvarjati s temi rečmi. In od takrat, od leta 2020 do 2024, je Bog pripeljal mnogo mladih v našo biblično šolo, ki imajo probleme z demoni. Vsako leto imamo 2 ali 3, morda 4 mlade, ki pridejo iz teh plemenskih družin ali celo starejši, ki so imeli travme v življenju. Tako smo imeli celo skupino ljudi, kateri smo že pomagali. In čez čas so se novice razširile in tako ljudje prihajajo k nam iz vse posod. Celo iz drugih služb v Ameriki, ministrijev.
Ljudje, ki so mladi in stari. Nekateri imajo travme, nekateri iz Filipinov, ki smo jim pomagali. Nekaj zgodb bom podelil z vami od teh ljudi, kateri smo pomagali. Ampak Bog je dal na moje srce, da več ljudi mora zvedeti o temu. In zato pomagam vsakemu, ki se ukvarja s tem, ker razumem, skupaj z ženo, razumem, kakšna brezupnost je, ko si sužen greha in kako grozno je to. Zato sva se ukvarjala z osvobajanjem od demonov, ampak to ni primarni del službovanja. Imamo biblično šolo, biblične delavce in nekaj drugih stvari, ki jih počnemo, ampak Bog še vedno pripelje do nas ljudi, ki se morajo osvoboditi. In ko jih Bog pripelje, potem sprejmemo vsakega. To je moja zgodba. Kratko pauzo bomo imeli, 5 minut. Potem pa bom začel kazati citate od Ellen White. Ellen White je zelo veliko časa govorila o demonih. Če v iskalnik napišete demon, boste najdli približno 20 demonov, ki jih celo poimenuje. Demon nečesa. Pokazal bom nekaj teh citatov. V naslednjem predavanju pa se bomo ukvarjali s tem, kako v bistvu nas demoni napadajo. Sklonimo glave in še molimo. Oče nebeški, hvala ti, Gospod, za tvojo milost. Hvala ti, da sem danes živ s tvojo ženo, da lahko delim in pričam za tvojo dobroto, da ti absolutno želiš nam pomagati, da bi bili svobodni od sovražnika. Oče, prosim te, ko bomo nadaljevali ta predavanja skozi ta teden, da bi ti odprl naša srca in misli, še posebej za moje brate in sestre in ljudi, katerim je treba pomagati, da bodo lahko tudi razumeli, kako lahko pomagati drugim. Daj tudi njim to breme v srce, da nihče ne rabi živeti z demoni in da si nam dal moč kot tvoji učenci, da lahko izganjamo demone. In ko se tega vedno bolj zavedamo, Bog te prosim, da ti tudi pripelješ ljudi, katerim lahko pomagamo. Pomagaj vsake sebi tukaj, da se spomni na sveta, ki si nam ga dal in da ga bomo lahko aplicirali in da se bomo zavezali tudi v srcu pomagati vsakomur, komur ga boš pripeljal. Hvala, Gospod, ker si slišal našo molitev. Bodi z nami tudi v tem počitku. V Jezusovem imenu. Amen.